Kalevala je ena najbolj pesniških iger Daneta Zajca. Zame pa je predvsem potovanje v neznano. Zajčeva Kalevala je iz njegovega zrelega pesniškega obdobja in vsebuje zrelo pesniško poetiko Daneta Zajca. Predvsem se to vidi po tem, da on smatra ritem kot konstitutivni element pesniškega jezika. Verzije v Kalevali se mi zdijo kot ene take skrivnostne uganke, ki jih je treba razrešiti in odkleniti. In če jih poveš prav, če ti to uspe, se ti nenadoma razpre en tak ogromen zajčev svet, poetičen, metafizičen, primaren. In te kruti verzi te s svojim ritmom posrkajo v nezavedno in te posrkajo vase, seveda. Hkrati se pa v Kalevali pojavljajo temeljni metaforični sklopi njegove poezije, recimo simbolika živali, ki jih srečujemo v tej drami, kot so labod, vidra, leopardi, simbolika barv, kot so bela, črna, rdeča, in simbolika temeljnih elementov našega sveta, kot je sneg, pravzaprav voda, ogenj in zemlja. Zvočne drame niso radijske igre, ampak po drugi strani pa tudi ni to neko suhoparno branje. In se mi zdi, da predvsem glede zvoka in glasbe poskušamo najti neko mejo med tema dvema. SNG Drama Ljubljana v svojem sporedu veliko pozornosti namenja skupinam in posameznikom, ki iz takšnih in drugačnih razlogov ne morejo tako pogosto obiskovati gledališča. In tudi zdaj, v teh posebnih okoliščinah, smo vzpostavili posebno korespondenco, skozi katero želimo približati naše spletne vsebine tako imenovanim ranljivim skupinam. Slovenska poetična drama je zagotovo klasika svetovne dramatike, tako da berimo jo, poslušajmo jo, uprizarjajmo jo. Sampo. Smešen, neuporaben. Niču. Ništac. Skujem ga. Mamo. Potujemo lahko na stojnen način. V pričakovanju, da bomo spet skupaj potovali v gledaliških dvoranah, vas vabim, da se nam pridružite na potovanju po zvočnih planjavah.